v tokratni oddaji o izzivih tedna mobilnosti, v katerem smo. In problema zadnjega kilometra, v katerem se dotaknemo tudi novih vprašanj pri električnih skirojih. In ko smo ravno pri teh, novi trendi se obetajo tudi pri nakazovanju smeri oziroma smernikih pri skirojih in tudi kolesih. In zapeljemo legendarnega Fiata 500, tokrat v hibridni verziji, pa tudi v popolnoma električni. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V tednu mobilnosti dobijo teme, s katerimi se v oddaji Avtomobilnost ukvarjamo skozi celo leto, pomembnejše mesto v dnevnih medijih, pa tudi v širši družbi. No, mi se bomo v tem tednu še zlasti posvetili zadnjemu kilometru. Angleško govoreči mu rečejo last mile, ampak glede na to, kako smo mi majhni, je kilometer kar v redu, ker če bi gledali miljo, bi morda pristali že v kakšnem drugem mestu. Ampak zadnji kilometer zelo radi premagujemo tudi recimo z električnimi skiroji. Pa ne samo električni skiroji. Te imamo danes vsi najbolj na očeh in zagotovo, še posebej v mestnih jedrih, odpirajo kopico novih vprašanj, povezanih tako z varnostjo kot zakonodajo. Ampak, če pogledamo samo malo naprej, vidimo, da prihodnost, še posebej v zadnji kilometer in še posebej v urbana okolja, kjer zadnji kilometer tudi šteje največ, tako v povezavi z park and ride rešitvami, kot tudi znotraj samega mesta, prihaja množica novih prevoznih sredstev. Presenečeni boste, kaj vse nas bo že v nekaj prihodnjih letih začelo prevažati v mestnih jedrih, pa morda ne samo na zadnjem kilometru. In če ste se slučajno izgubili v najinem zadnjem kilometru ali minuti, poglejte prispevek. Skiro je en resen stroj, ena resna mašina in se moraš tako do nje tudi obnašati. Nova prevozna sredstva, nove nevarnosti. Ampak ljubljanski redni uporabniki e-skirojev so najbolj pogoste nevarnosti že izkusili. Tu so torej njihovi napotki, na kaj je treba pri vožnji z e-skiroji najbolj paziti. Recimo, velikokrat se zgodi pred avtobusnimi postajami, ko pride avtobus, ljudje nenadzorovano hitijo na avtobus, sploh ne pogledajo, ko prečkajo kolesarsko stezo. In isto se ti zgodi tudi na skiroju. Potem gospa, ki gre s torbo proti avtobusu, ne gleda nikamor, samo proti vratom, ona šla čez 100%. Mladi zdaj mobiteli, samo v mobitel gledajo, na kolesarsko stopijo, težava. Opažam, da te sploh ne vidijo na cesti. Bi lahko v pol ure bil 5krat na tleh. Jaz sem bila sicer na kolesu, ko se je prižgala rdeča luč na semaforju, pa je punca pred mano mogla na hitro zavirati in se je pač glih ustavila. Voznik te pogleda, dobiš kontakt z njim, očesni, veš, da te je opazil, ampak bo zapeljal pred tebe. Tega je 80%, ampak 80% tisti, ki te pogleda. Se pravi, pa v tebe. Jaz imam taktiko tako, da grem kot da sem naprej, da nimam prednosti nikoli. Pri telih skirojih, ki smo jih danes probali, so izredno učinkovite zavore. Kot da ne vem, če bi en, ki nima glih dosti prakse, pa da mu daš takle skiro, toliko močen, s takimi učinkovitimi zavorami, mislim, da je bil kar na nosu lahko tudi doskrat. Ker imam predvidljive situacije, ker recimo vidim, pred sabo imam rdečo luč, bremzam samo z motorjem. Se pravi, kliknem gor in me ustavi v recimo 8 do 10 metrov. Ajde, 5, ampak bi rekla prej 6 do 8. Če pač upoštevaš še zraven, koliko si v bistvu pozoren, koliko imaš mogoče težo ruzaka, koliko imaš sam težo. Tle smo imeli primer diskov od spredi, pa diskov od zadaj. Čisto druga zgodba. Pritisneš pri disku od spredi in če stojiš majčkeno bolj naprej, ti zadnjo gumo že dvigne, če moraš na hitro ustaviti. Če imam jaz sprednjo in zadnjo zavodo, na sprednji imam motor, mi naredi rekuperacijo, zadnji imam bremzo, tu s 25 do nič, tako kot obljublja proizvajalec, 4 do 5 metrov. Dejansko naredi to. Če bi bremzal samo zadnjo bremzo, se pravi samo na ročko, bo prej slej me odnesel. Sploh če bo listje po tleh, sploh če bo mokro, mi bo kolo odnesel.
Problem ene same zavore se lahko pokaže že kar na samem začetku vožnje. Pri zaviranju z motorjem se polni akumulator. In to pomeni, da če je akumulator poln, taka motorna zavora ne more delovati. In je pogojno delujoča zavora, česar pa na skiroju ne želimo. Če greš na skiro, da imaš ustrezno obutev, da to niso petke, da imaš ruzak, celotno telo pač prilagojene vožnji s skirojem. Stojiš, težišče je drugačno, v bistvu si precej bolj neroden. Delo je, ni lagodnega tle. Ker je v končni fazi tudi lušten, tudi to je, da malo migaš, da je kakšna mišica druga dela. Iz prehajanja, iz kolesarske na pločnik. Če boš trd, bo to tako zgledal, če boš ti mehkak, bo pa... Da moramo v bistvu se malček počepniti v kolenu. Sprednjo gumo mečkam pozdigneš, mečkam ga... Ko peleš, vidiš parkirane avtomobile, to je prvo. Se pravi, en bo lahko vrata odprl, ne vidiš ga noter, vrata, to moraš stalno gledati. Potem vse te uvoze na cesto, ki imajo na vogalu hišo, se pravi, to moraš reči, tle bo prišel en, se malo umakneš. Potem jasno, kvaliteta asfalta, barva asfalta, če se malo zasije, veš, da tle drsi. Vse te stvari moraš imeti stalno računalnik vklopljen in skozi predvidevati. Če si ti stalni voznik avta, da si zelo pogosto voziš, boš tudi na skiroju precej dobro zadeve obvladoval. Mislim, da moraš vse obvladati, ne obvladati, ampak vse probati in ga razumeti, da vidiš, s kakšnimi dilemami se ta revež ubada, pa tudi lažje boš predvideval, kaj v naredu. Pa že vidiš, kako se kdo vozi. Zdaj, če se v stresu gor, pol tudi rečeš, halo, dajmo ga pustiti lepo, da grem njim. Pri kolesarjih, da sem kar zapeljala, mudi se mi, se je še daleč. Zdaj, ko vidim v bistvu, koliko rabiš, da se ustaviš ali pa kakšno hitrost imaš, počakam. Če se dva hiter vozita, pa se prehitevata, tam mene ni strah. Oba obvladata, oba dva vesta, za kva se gre in tam ni problema. Problem je tisti, ko počas vozil, malo levo, malo desno, simo tamo, malo sanjal in ti všumim. In glih, ko je levo zasanjal, gre sta skupaj. Če boš ti kolesarju prej pozvonil, pa ne glede na to, ali si na skiroju ali si na kolesu, se ti bo on avtomatsko odmaknil bolj na desno. Če pa bom jaz šel s polnim gasom mimo njega, se bo on ustrašil. Tako kot se bi jaz, če bi bil, nek skiro, ki bi šel 30-35 mimo mene, bi v bistvu nagonsko zamaknil. Če ti opozoriš, samo toliko, da mu daš znak, jaz mislim, da v bistvu si več kot pol že naredil. Sem skoncentriran tudi na kakšno luknjo. Jih je kar nekaj. Ja, to pa kar opaziš. Jaške za odvajanje meteorne vode. Te so ponavadi niso na istem nivoju ali pa vmes dilatacija. Te znajo biti precej doprne. Na nek makadam sem zapeljal, ker sem odprt letel, se je v bistvu guma sprednja takoj iz 25 kilometrov se je ustavil skiro na meter pa pol. Tem, da ga je obrnil, jaz sem pa v bistvu še toliko imel časa, da sem lahko zalaufal in sem zalaufal mimo. Če nisi pripravljen in če bo zdaj pripeljal na polno, boš preslej na nosu verjetno. Če recimo Nazarjeva, Čopova je boljš dol stopiti, pa iti v bistvu s pesci, kot pa čakati, da se bo nekaj zgodilo, čakati, da bo en otrok se odlepil od mame, priletel pod tabo, mislim, ne vidim tega. Tako, ker jaz nimam red, da oni posegajo v moj prostor, se pravi na cesto, na kolesarsko stezo, tako oni nimajo radi, da jaz skirojem, pa kljub temu, da vozim 10, 8, 5, če sem hitrejši od njih, je že narobe. Da ne bi bili hitrejši od pešcev in jih s tem ogrožali, ter bili seveda tudi v prekršku, pomaga tehnika. Na aplikaciji se nastavi stopnja, stopnje so od 1 do 4 in ta prva stopnja pokriva v bistvu vse peš cone, tam, kjer ni možnosti voziti se po kolesarski progi ali po cesti. Če ni možne te omejitve, je zelo težko tudi držati to hitrost, ker te hitro zanese. Nesreče so žal vse bolj pereč problem. Vse več jih je, ampak žal se lahko pripeti tudi, da ne bo bolel samo padec voznika e-skiroja. Lahko bo bolelo tudi pešce, kolesarje ter avtomobile in druge stvari ob cesti. Posledično pa lahko tudi našo denarnico. Če bi mi uporabljali neko igračo, ne vem, včasih so bili skiroji, ko niso bili e-skiroji,
na nekem domačem dvorišču in lahko škodo povzročimo, ne vem, očetomu avto. Pa se bojo pa družinsko zmenili, kdo bo in tisto škodo pokril. Čim se pa spravimo na cesto, ne, smo pa za vožnjo po cesti, za potencialne poškodbe odgovorni sami. Opažamo, da ljudje ne razumejo, kaj odgovornost sploh pomeni. Ne. Kot imamo pri avtomobilih avtomobilsko odgovornost, dejansko s to avtomobilsko odgovornostjo mi ne zavarujemo svojega vozila, ampak zavarujemo škodo, ki jo mi povzročimo tretji osebi. Isto je v tem primeru, če smo neki uporabniki nekih mobilnih zadev v prometu, smo odgovorni za neko škodo, ki bi jo potencialno lahko povzročili tretji osebi. Zato rabimo odgovornost. Da teh odškodninskih zahtevkov, teh škod, teh zneskov ne plačujemo iz svojega žepa. Pregledate nekoga na pločniku, ali je to pešec, ali je to kolesar, ga zadanete, ta oseba lahko pade po tleh, udarec v glavo, zlom zapestja, zlom roke, ključnice in tukaj so potem odškodninski zahtevki. Kakorkoli, e-skiro je eno od novih prevoznih sredstev, ki so obnorele tudi slovenska mestna središča. Nikakor ne edino, je pa najbolj popularno, ampak utopično bi bilo pričakovati, da bi vsaka noviteta dobila samo svojo obravnavo. Pomembno je sobivanje na obstoječih površinah. Saj, če prav razmislimo, ne vem, kam bomo delali po cestah, ker placa ni, ne? Če se še ena zgodba pojavi, ko bomo bolj naredili. Ob vseh različnih in zanimivih sogovornikih in tistih, ki ste nam pomagali testirati prevozna sredstva zadnjega kilometra, pa je zanimivo poslušati tudi tiste, ki na koncu naredijo neke regulatorje oziroma celo zakone, kar se zadnjega kilometra in vseh teh malih naprav tiče. No, in do teh regulatorjev smo pogosto strogi. Včasih se nam zdi, da reagirajo prepočasi ali pa neživljenjsko. Ampak pri tem pa pozabljamo, da regulator težko regulira nekaj, kar v mestna, recimo jedra, sploh še ni prišlo ali je prišlo v čisto majhnem številu in je treba najprej ugotoviti, kako uporabniki to uporabljajo, mora jih biti tudi dovolj, pokazati se morajo težave in šele potem pride do reguliranja. Ali je to dobro ali slabo regulirano, pa pokaže seveda tudi čas. Glede na to, da električni skiroji niso del direktive evropske, je danes to prepuščeno zaenkrat še državam članicam, da same urejajo. Kot najbolj zgledna pravna ureditev uporabe električnih skirojev zagotovo Nemčija. Dovoljujejo vožnjo samo v urbanem naselju, dovoljena je vožnja na kolesarskih površinah, tam, kjer ni, pa izjemoma na cesti, prepovedana je vožnja na pločnikih, potem je moč motorja omejena na 20 km/h, moč električnega motorja na 500 W. Tehnično ustreznost pa morajo preveriti, se pravi, nemški urad za vozila. Zdaj, oseba, ki pa lahko vozi električni skiro, pa mora biti stara najmanj 14 let. Zagotovo pa obstaja problem, če recimo električni skiro trči v avtomobil in nastane na avtomobilu neka znatna škoda, postavi se vprašanje, kdo bo kril te stroške. 5 držav v Evropski uniji in pa Velika Britanija imajo že obvezno zavarovanje, to je Danska, Francija, Nemčija, Malta pa Nizozemska plus Velika Britanija. V poletnem času je bila narejena tudi raziskava glede javnega mnenja Slovencev do uporabe električnih skirojev. Najbolj pomembna stvar, kar so izpostavili, je to, da jih glede na to, da električni skiroji dosegajo take visoke hitrosti, se velikokrat bojijo tudi to, da bodo povzročili prometno nesrečo, da so nestabilni sami električni skiroji na cestah in ob tem so izpostavili dejstvo, da bi podprli predlog, da bi bila obvezna čelada na električnih skirojih. In pa kot drug zanimiv element so pa izpostavili, da bi sklenili zavarovanje, se pravi odgovornosti pri uporabi električnih skirojev. Zakon je trenutno v obravnavi, kaj bo natančno prišlo na koncu ven, bomo videli, ko bo sprejet. Zagotovo pa gre v smeri ureditve področja pravil ravnanja uporabnikov električnih skirojev.
V avtomobilnosti smo postavili že zelo veliko različnih poligonov za različna prevozna sredstva, ki jih testiramo, včasih tudi z vami. Ampak ta, ki smo ga postavili tokrat za potrebe električnih skirojev, je daleč najmanjši. Ampak tudi v tega smo postavili manever, ki se mu reče losov test. Stalni gledalci avtomobilnosti veste, za kakšen manever gre. Losov test, manever izogibanja v sili, smo tokrat postavili v prav poseben kontekst, urbane vožnje. In sicer za situacijo, ki je zelo pogosta, pa tudi zelo nevarna. Voznik ali sopotnik v avtu odpre vrata, preden se prepriča, da pri tem nikogar ne ogroža. No, to pa ni edino soočenje, ki ga imata lahko avtomobil in drugi udeleženci v prometu, tako kolesarji, tisti na skiroju, pešci, na rolerjih. To se lahko zgodi tudi pri umikanju iz parkirnega mesta nazaj ali naprej. Naprej v manj primerih, nazaj pa seveda je bolj rizično. In tukaj pride zelo prav en sistem, ki se mu reče Cross Traffic Alert. Sistem deluje tako, da takoj, ko prestavimo vzvratno prestavo, se prižgejo senzorji za zaznavo gibanja za avtomobilom. In v trenutku, ko se avto premika nazaj, če senzorji zaznajo, da se za avtomobilom nekaj premika v smeri avtomobila, v hipu ustavijo avto in preprečijo trk. Nekaj, česar ne uporabljamo toliko, kolikor bi morali v avtomobilu, pa zdaj prihaja v kolesa in celo v skiroje. Če smer vožnje pozabimo zaradi pozabljivosti, mogoče malomarnosti, nakazovati že pri vožnji s kolesom, potem je tukaj popolnoma nov izziv tudi pri skirojih. Pri kolesih prihajajo tehnološke rešitve, ki bojo mogoče pomagale omiliti to težavo ali našo pozabljivost, malomarnost. Pri skirojih je vprašanje težje, še posebej, če jih enačimo po voznih lastnostih z kolesi. Morda so jim zelo podobni, ampak že ta balanca je toliko ožja, da je vožnja z eno roko zelo, zelo težja. Poleg tega pa na desni strani imaš gas, na levi strani imaš bremzo in tako veste, kje pride težava. Ne, na levi strani imaš telefon. Na levi telefoniraš. Tega se ne dela. No, potem imaš pa otroka vmes med nogami. Andrej, tudi tega se ne dela. Gremo na prispevek. Rajš parkiri. Na Kickstarterju se je pojavila novica o inovativno zasnovanem sedežu, ki je za razliko od klasičnih kolesarskih sedežev širši kot daljši. To bi moralo ustrezati tako ženskim kot tudi moškim zadnjicam, ampak poraja se vprašanje, kako to, da se tega ni še noben prej spomnil. In isto lahko pomislimo pri ogledu novega e-kolesa znamke Just Bike, pri katerem so doseg na elektriko podaljšali na povsem preprost način. Na okvir so obesili še eno baterijo. Ampak verjetno to vozilce ne bo šlo v promet samo zaradi te ekstra baterije. Morda še bolj zaradi tega, ker izgleda kot kak stari moped. Očitno je interes po njih ponovno oživel. Recimo Honda bo namreč v Ameriki in Avstraliji začela prodajati 125-kubični motorček, ki bo zagotovo obudil spomine tudi pri marsikaterem Slovencu. Tudi pri vas? V teden mobilnosti pa spada tudi študija analitičnega podjetja Deloitte, ki je letos na seznam mest, ki najbolje uresničujejo bolj zeleno mestno mobilnost, na prvo mesto postavila švedski Stockholm. Kriteriji so bili zanesljivost infrastrukture, urejen in dostopen javni prevoz, pogostost zastojev in podobno. Na drugem mestu je Singapur, na tretjem Amsterdam, peterico pa zaokrožita London in pa Barcelona. Stockholm je med drugim tudi vodilno mesto, kar se tiče prometne raznolikosti. Ta pa se seveda najbolj izrazi v samih mestnih jedrih. Brezglavo skakanje pešcev levo in desno je v tem okolju nekaj vsakdanjega, pa naj bo to v kombinaciji s buljenjem v telefon ali pa brez njega. Ampak vozila, ki se v tem okolju smejo gibati, morajo temu seveda biti prilagojena. Avtobusi, na primer. Mercedes je tako svoj avtobus Turo opremil z novo generacijo sistema samodejnega zaviranja v sili, ki prinaša tudi zaznavo hitro švigajočih pešcev. Prejšnji sistem je recimo samodejno zaustavil avtobus le ob bolj ali manj stoječih ovirah. Se pa seveda pojavlja vprašanje, kdaj bomo dobili sistem, ki bo preverjal, ali se potniki med vožnjo držijo. Ker padci bodo.
Volvo bi rad že leta 2025 polovico svojih modelov prodal prek spleta. Zato je zdaj enega svojih trgovcev kar prevzel in ga bo pretvoril v popolnoma online trgovca, da se bo tako lahko učil in bolj spretno zaznaval težave spletnega nakupa avtov. Pri tem je seveda pomembno, na kako ekološki način avto pride do končnega kupca. Zato je tu 105 metrov visoka tovorna ladja, ki takšno višino doseže, ko razpne svojih 5 gigantskih jader. Ta ultramoderna švedska tovorna ladja bo lahko tovorila kar 7000 avtomobilov, Atlantik prejadrala v 12 dneh, z vetrni pogon pa bo v primerjavi s klasičnimi naftarskimi ladjami ogljični odtis znižal na manj kot desetino. Maserati se vrača. Osvobojena nadvlade sosedov iz Maranela je družba iz Modene dobila krila. Tako so predstavili klasičen bencinski športni avto z rekordno relativno močjo. 3-litrski V6 z oznako Netono namreč zmore kar 463 kW, torej 630 konjičev. Ob masi komaj 1500 kg pa to pomeni, da ima en konjiček opravka s komaj 2,33 kg. Mimogrede, tudi Maseratijevim sosedom gre zelo dobro. Prodali so že 10 000 Aventadorja, tistega z 12-valjnikom. Kaj pa novi avtomobili? Impozantni Hyundai Tucson je zgrešil naš zaključek redakcije. Predstavili vam ga bomo prihodnji teden. Smo pa že od blizu spoznali novo generacijo najbolj družinskega golfa. Poglejmo si ga. V prejšnji generaciji, se pravi pri 7. golfu, je bil golf variant, se pravi karavanski golf, samo golf z nahrbtnikom. Pri 8. golfa variantu pa so več pozornosti namenili potnikom na zadnji klop. Zanje so po novem namenili dodatne 4 cm. In seveda prtljažnik v novem 8. golfu ga je za 611 litrov, kar nekako pomeni, da lahko takšen velik potovalni počitniški kovček takole po višini pospravimo. Seveda pa to ni klasična različica golfa variant, gre seveda za golfa all-tracka. Se pravi, tistega golfa, ki je od tal oddaljen za 2 dodatna centimetra. Ampak če smo do zdaj takšne avtomobile povezali predvsem z dizelskimi motorji, no, pri novem golfu all-tracku, pri Volkswagenu pravijo, da seveda dizel še vedno lahko dobite, ampak nekako so za ta avto ukrojili tudi njihov bencinski TSI motor, tistega, ki ponuja 190 konjičev, seveda v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom DSG. Golf variant bo pri nas sredi novembra, ta teden pa se je pripeljal Fiatov 500 s hibridiziranim motorjem. Seveda, gre za kvazi hibrid, ki bo svoje prednosti kazal še zlasti v mestu, se pravi tam, kjer je Fiat doma. Ampak odpeljali smo se tudi v Torino in tam preizkusili povsem električnega Fiata 500, ki pa v resnici ne prinaša samo drugačnega pogona. Če se sprašujete, kaj je novega, lahko enostavno odgovorim: vse. Je večji, torej daljši in širši, povsem nov tudi v notranjosti, stoji pa tudi na povsem novi platformi. In to z razlogom, saj je pogon zgolj električen. Vse je novo, a pri tem so Italijani močno pazili, da je avto že nadaleč prepoznaven. Tipičen 500. The Fiat 500 was born in 1957 with a car that had the engine in the back and therefore did not require any cooling in the front. So from the beginning we always had a brand identity, a face that did not need a typical conventional grille. Actually, you see a lot of companies these days struggling to transfer from a conventional grille that was designed as an air intake for a combustion engine to transfer over to an electric identity. We received our electric identity already in 1957. Prednja žarometa bosta seveda svetila v LED tehnologiji, a svetlobni podpis je nadvse inovativen. This part here, the DRL, is part of the hood. The main projector with this really intriguing infinity light is part of the lower part of the car. We wanted to combine the feel of the 1957, because in 1957 the light was below this hood cut line and it gave the car a more serious look. And in 2007 the light became big, it looked very happy, very optimistic. And we wanted to combine these two worlds, the optimistic look of 2007, but with a little bit more seriousness to allow the car to grow up and be more mature. Izredno veliko časa so oblikovalci namenili kamnu. It's beautiful to hold in your hand, something you can put around your neck if you want.
You can still have a conventional key, but in reality this is all you need to enter the car and drive the car. Centimetrski prirastek v kabini ponuja občutno več prostora. Zdaj bo novi Cinquecento ustrezal tudi marsikateremu višjemu vozniku. V korak s časom je s povsem digitalnimi merilniki moderen in občutljivo večji pa je tudi osrednji zaslon. CarPlay in Android Auto sta seveda serijska. We have three different driving modes. We have the normal mode, then we have the range that remain at the same level of acceleration and maximum speed, but introduce the functionality of the one pedal. So the driver can accelerate and decelerate the vehicle up to completely stop just using one pedal. The third mode that we have is the lower energy consumption mode that we call Sherpa. Ponudba električnih avtomobilov je seveda tudi v Sloveniji vsak dan večja, a s prihodom novega električnega Fiata 500 se nekako odpira nova kategorija avtomobilov, pri kateri se okoljski brezmadežnosti priključuje tudi oblikovna všečnost. Kaj pa tokratni testi? No, minuli teden smo vam v ogled ponudili Mercedesa GLB. Kaj je GLB? No, v prvi vrsti je 7-sedežni družinski prostornež. Je tudi terenec, seveda. Je mestni okretnež, je udoben avtocestni poslovnež, je tehnični modernež in, če želite, je lahko celo dinamičen. No, sliši se preveč dobro, da bi bilo res, ampak dajmo tokrat že kar tako na začetku odgovoriti na osnovno vprašanje. Je res tako dober, je res tako vsestranski? In odgovor je ja. In preverili smo, kakšen doseg ima v praksi Nissan Leaf z večjo baterijo in večjo močjo kot osnovna verzija najbolje prodajanega električnega avtomobila. Pri mešani vožnji s približno enakim razmerjem mestne, izvenmestne in avtocestne vožnje smo z Leafom z manjšo baterijo v povprečju naredili približno 250 km z enim polnjenjem. No, z Leafom z večjo baterijo, tem Leafom, gre do približno 340 km. Recimo Ljubljana, Koper, Ljubljana, s takšnim avtom nikakor ni težava. Tudi vožnja na relaciji Novo mesto, Koper, Novo mesto bi bila v praksi v bistvu izvedljiva z enim polnjenjem, a bi morali na svojo vožnjo zelo paziti. Tako je precej lažje, če recimo med sestankom v Kopru avto malo dopolnimo in se potem brezskrbno peljemo v obe smeri. Podrobna testa si seveda oglejte na našem zavihku na MMC-ju ali pa kar neposredno na naših kanalih na YouTubeu, Facebooku, Instagramu ali LinkedInu. V tokratni oddaji smo torej v sklopu tedna mobilnosti ugriznili v električna premikajoča se sredstva, če lahko temu tako rečem, ki bodo očitno postale kar vsak dan. So že, pred vrati mest je pa popolnoma drugačna prihodnost. Zapuščajo jih avtomobili, počasi, a to je pred njimi, in v mesta prihajajo nova prevozna sredstva. Vsa so hitrejša od hitrosti pešca. In tako pridemo do enega od ključnih problemov, srečevanja različno hitro premikajočih se ljudi na relativno majhnem prostoru in do trkov povezanih z njimi. Zakonski okviri, ki bodo določili pravila igre srečevanja v mestnem jedru različno hitro premikajočih se ljudi, so seveda nujni predpogoj. Ampak najbolj pomembno je, in to v avtomobilnosti ves čas ponavljamo, pa je, da pazimo en na drugega. Na ta način se reši največ težav. Kje so časi, ko smo brez črte na pločniku uspeli sobivati? No, vidimo se spet prihodnji teden, vmes pa kliknite kaj na YouTube, Instagram ali Facebook. Seveda nas pogledajte tudi na MMC-ju in uživajte. Srečno!